Za 9 gorami in 7 vodami stoji velika stara tovarna igrač. Temačna tovarna skriva v sebi veliko skrivnost. Stroji v tovarni imajo sistemske napake, ki so jih v njihove programe vnesli inženirji, vendar pa jih že dolgo niso posodobili, tako da niso po današnjih predpisih. Zaradi napake inženirjev stroji, ki igrače pripravljajo za pakiranje in odvoz v trgovine, prepoznavajo le 2 vrsti igrač. Modre kvadrate in roza trikotnike. Kaj pa se zgodi z igračami, ki so med modro in roza? Kako je lepo, hvala, 2 novi igrači. A je res zame to? Wow. Joj, ne. Ne maram tega. Ja. Ne, nisem kvadrat. Sorry, ups. Ej, kaj pa mu je? Joj. Čak, a ni on kvadrat? Daj ti čudak! No, povedal si zares. Lahko povem, ampak a me res želite poslušati? Mene v bistvu niti ne zanima. Jaz pa hočem slišati. Kaj pa, če naredimo intervju? O ja! Si pripravljen? Pripravljen na... Moje ime je Nika, moj zaimki pa Ona. Joj, oprosti, nisem vedel. A lahko začnemo, a je kamera prižgana? Snemam. Dober večer. Današnja gostja v studiu je Nika. Nika, pozdravljena. Živjo. Nika, vaš videz, oblika in barva izstopajo med igračami. Kako to? Vse igrače pač niso modri kvadrati ali roza trikotniki. So tudi zeleni pravokotniki, zlati krogi, mavrični kvadri. Veš, kakšne vse igrače obstajamo. Kako pa potem, da vidimo povsod samo modre kvadrate in roza trikotnike? Igrače smo precej bolj raznolike, kot mislijo inženirji v tovarni. Popravljajo nas, ker sledijo zaprašenim starim predpisom. Oni mislijo, da se prodajata samo 2 barvi in obliki za igrače, ampak jaz sem dokaz, da ni tako. A mi lahko poveste malo več o tem, kako je v tovarni? Grozno je. Strogo nas ločujejo med sabo po barvi in obliki. Odkar sem nastala, čutim, da sem bolj trikotna, ampak tovarniški stroj me je želel na vso silo spremeniti v kvadrat. Meni pa je samo pomembno, da igrače in otroci vidijo moje barve in poznajo moje ime. Ampak kako to, da potem vseeno izgledate tako zelo roza? Preoblikovala in prebarvala sem se, da sem na zunaj takšna, kot čutim, da sem v sebi. A to se da?
Ja, obstajajo tabletke in drugi pripomočki, ki te preoblikujejo. Imam pa tudi prijateljico, ki ne je teh tabletk in je kvadratna in roza in je vesela, da je takšna. To je čisto odvisno od igrače. Čakaj, če prav razumem, se oblika igrače ne spremeni. Ne, se spremeni. Oblika in barva se lahko spremenita, tako da z njima izraziš sebe. Torej, kdo smo zares, ne glede na to, kako so nas oblikovali in pobarvali v tovarni. Temu se reče spolna identiteta. Zdaj bolj razumeš, kdo sem. Ja, Nika si, lep roza trikotnik. Ej, Nika, pri nas je bila v sosednji stolpnici ena igrača, ki je pravila, da ni kvadrat in ni trikotnik. Jo poznaš? Joj, vse transigrače se pa ne poznamo med sabo. No ja, ona, se sploh ne vem, kaj je. Hočeš reči, da ne veš, kakšne oblike in barve so jo naredili v tovarni? Ja, tako ja. Ona je vijolična, ampak na igrišču so se vsi smejali in so ji rekli, da je roza. Veš, kar so rekli inženirji v tovarni, ni tako važno. Važno je, da veš, kaj tvoja soseda pravi zase. Če ne veš, katere zaimke uporablja, jo kar vprašaj. Ja, valjda. Čakaj, kaj je to zaminek? Ne zaminek, zaimek. To so besede ona, on, oni. To je, kako igrače govorijo o sebi. Da jaz govorim o sebi kot punca. Ti pa tudi veš zase, da si moder, ne pa modra. Ja, ampak zame je to normalno, ker sem res moder kvadrat. Ja, in jaz sem tudi res roza, ne glede na mojo obliko. Kako naj potem vem, katere zaimenike uporabljati? Zaimke, medved, ne moreš vedeti. Barva in oblika ne povesta, kdo uporablja kater zaimek. Najboljše je, da poslušaš, kako igrača govori o sebi. Ali pa recimo, da vprašaš, živijo, katere zaimke uporabljaš? Joj, ampak jaz nočem problemov, no. Nasprotno, medved, vedno lahko vprašaš. Če vprašaš, pokažeš, da me imaš rad. A veš? Ja, razumem, nisem glup. Jaz sem taka odprta igrača, ampak to igračo so res ful zmerjali in so ji vsi šepetali, da je ona trikotnik. To je zelo grdo od njih. Vsak od nas ima svojo pravo barvo in obliko, veš? Reče se je spolna identiteta. Nihče ne ve boljše kot ti, kakšna je tvoja spolna identiteta. Prav, ampak jaz tega nimam, jaz sem samo kvadrat. Ne samo kvadrat, moder kvadrat, to je tvoja identiteta. Tebe na srečo niso prebarvali. Kaj govoriš, no? Nobenega ne pobarvajo. Se vsi vemo, da pridejo ven modri kvadrati in roza trikotniki. To je normalno tako. Ne, stroj se kdaj zmotijo in narobe pobarvajo igrače. Meni in veliko drugim igračam so stroj prekrili našo naravno barvo. Zakaj? Ne vem, mislijo, da tako more biti. Noben zares ne ve zakaj. Niti ni preveč pametno. Valjda hočemo vsi imeti igrače vseh barv. Ne vem, no. Jaz sem nekako navajen roza trikotnikov, modrih kvadratov. Ne znam ti povedati zakaj, ampak tako se mi zdi običajno. Ja, ampak ziher imaš reči kakšno barvo, a ne? Valjda imam, recimo rumeno, pa srebrno. No, vidiš, vse barve so lepe. Ampak vsi, ki nismo roza ali modri, moramo to skozi razlagati in dokazovati, da nista samo modra in roza lepi. To mora biti pa kar naporno. Pa ja, težko je. Vsi v igralnici me po strani gledajo, potem pa postanem sramežljiva in se ne igram toliko z drugimi, kot bi se rada. Se mi je tudi že zgodilo, da so me druge igrače napadle. Enkrat so me hoteli na silo spremeniti v kvadrat. Ja, niso vse igrače tako odprte kot jaz. A bi me branil, če bi se to spet zgodilo? Valjda bi te branil. Pač si malo drugačna od drugih igrač, ampak takšna si. Lahko računaš name. Joj, kako sem vesela! No, zdaj bom pa šel vsem igračam razložiti o raznih barvah in oblikah. Nočem, da mojo prijateljico Niko ali pa njej podobne še kdaj zbadajo ali napadajo. Tovarna igrač je zaradi pogumne igrače Nike doživela revolucijo barv in oblik. V njej so v sožitju do odhoda v nov dom zaživele raznorazne igrače. Kjer pa še ni bilo tekočih trakov zanje, so jih ustvarile igrače same.
vsa raznolika bitja na koncu najdejo pot do svobode. Noče nehati snemati.